V sredo 29. junija se je v dopoldanskem času na odlagališču Cero zgodil pomemben dogodek, in sicer so se odložili zadnji odpadki na odlagališču v Slovenskih Konjicah. Po 40 letih odlaganja odpadkov v Slovenskih Konjicah se z odlaganjem na odlagališču Cero Slovenske Konjice z zadnjim junijskim dnem letos ta dejavnost preneha. Vsem zainteresiranim obiskovalcem je Cero odprl vrata na ogled in predstavitev vse do 16. ure. Prireditev je potekala v okviru vseh treh občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče z direktorico javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice magistro Špelo Hlačar. V letu 1972 so se začeli odpadki odlagati na Prežigalu, na zemlji v lasti takratne kmetijske zadruge. Iz enotne občine Slovenske Konjice so nastale kasneje 3 občine, poleg občine Slovenske Konjice še občini Zreče in Vitanje. Kljub temu, da je javno komunalno podjetje kot izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki postalo last le občine Slovenske Konjice, so vse 3 občine še naprej odlagale odpadke na skupnem odlagališču. Odlagališče, ki je nastalo v 70. letih in na katerem so se odpadki odlagali vse do junija 2004, so poimenovali Graščak. Na tem odlagališču Graščak so se v času razcveta velikih podjetij v vseh 3 občinah odlagali odpadki. Ne samo nenevarni, tudi nevarni. Pred desetletji je bilo spoznanj o pomembnosti ločevanja odpadkov, vplivih nevarnih odpadkov na okolje in trajnostnem razvoju malo. Ravno tako je bila zakonodaja z področja ravnanja z odpadki bolj pomanjkljiva. Na lokaciji Prežigal je bil poleg starega odlagališča Graščak v letu 2004 zgrajen center za ravnanje z odpadki Cero Slovenske Konjice. Sestavljajo ga objekti sortirnice, skladiščni prostori in upravni del. Na novo je bilo zgrajeno odlagalno polje z bazenom za zbiranje izcednih vod. Investicija je bila financirana strani vseh 3 občin, Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, iz okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov in s pomočjo nepovratnih sredstev države. Od leta 2004 pa do konca lanskega leta je bilo skupaj odloženega na novem odlagalnem polju Cero 52.624 kg odpadkov. Prav je po moje, da pogledamo še kakšne podatke, mogoče jih tudi tisti domačini, ki ste iz tega področja, ne poznate in ne veste, kako je sploh prišlo do tega odlaganja. Mogoče nekaj o tej zgodovini na hitro, o stanju zadnja leta in pa tudi o samem monitoringu oziroma kontroli parametrov, par besed, da lahko tudi tisti, ki mogoče še dvomite, verjamete, da samo odlagališče kot tako je urejeno na način, da ne povzroča večjih vplivov na okolje. Tako kot je bilo danes že rečeno, odpadki se na tem prostoru odlagajo od leta 1972 in za takratnih 21.000 ljudi, tako kot je bilo tudi že povedano, prej so se odpadki odlagali neorganizirano in tudi se niso pobirali na način, kot se pobirajo zdaj. Od začetka so se pobirali z traktorji, z prikolicami, zdaj z starejšimi vozili in upam, da v začetku naslednjega leta tem starim vozilom dodamo tudi nova smetarska vozila, ki pa vam jih danes seveda razen na sliki še ne moremo pokazati. Po letu 1972 je bilo narejenih kar nekaj študij na temo odlaganja odpadkov v občini Slovenske Konjice. Zanimive so bile navedbe v študiji Smelta iz leta 1980, da je v bistvu takrat tako imenovano sanitarno deponiranje, ki so ga takrat poimenovali po tistem divjem odlaganju na način, kot je bilo že rečeno in pa sežiganju, da je to nek organiziran sodoben postopek, ki se je potem seveda na tak način odvijal kar naslednjih 30 let in da so ostali postopki le neko podaljšanje življenjske dobe takratnim zbranim lokacijam za odlaganje odpadkov. Navedeno je tudi v teh dokumentih, da je imelo to odlagališče prvotno odločbo občine Slovenske Konjice za odlaganje do 31. decembra 1983. To je bil tisti prvi datum. Torej, od tistega datuma smo do zdaj kar nekaj podaljšali ta rok. V tej študiji je bilo navedeno, da je poleg sedanje možnosti širitve odlagališča na sedanji lokaciji bila obdelana tudi podrobno lokacija Kamnolom Kongrad, zamočvirjen teren pod Bezino in pa opuščeni ribniki na Mlačah. Največ prednosti je bilo ugotovljenih za deponijo na zamočvirjenem terenu pod Bezino, čemur pa je krajevna skupnost takrat odločno rekla ne, že v letu 1980.
V nadaljevanju je leta 1986 naredil študijo Razvojni center Celje, ki je še vedno obdeloval in razvijal ideje o tem, da odlagališče se prestavi dolgoročno v Bezino. Tam naj bi bila površina na razpolago v velikosti 5,4 hektara, umeščena pa je bila lokacija v sam konec doline, tam pri tej farmi oziroma tam, kjer stoji zdaj ta novi blok. Ugotovljene so bile prednosti. Ena zanimiva se mi je zdela ta, da so ugotovili v dokumentu, da vkolikor bi ta zamočvirjen del na ta način kultivirali, bi s tem izboljšali boniteto zemljišča. To so take ugotovitve, ki z zdajšnjim časom nikakor ne grejo s temi spoznanji več skupaj. Potem, ko je krajevna skupnost Bezina še v letu 1986 enkrat rekla, da o tem naj ne razmišljajo več, so bile poiskane še nove lokacije in sicer na Kolačnem, Ličenci, Križevec, tudi v občini Zreče je bila ena prepoznana lokacija z največjo možnostjo odlaganja v Ličenci, ampak do tega seveda potem kljub vsem študijam ni prišlo. O teh podatkih, o višini tega starega odlagališča Graščak, vsem tem smo že danes slišali, pa ne bi podrobno zdaj o tem. Težko je bilo najti tudi kakšne stare fotografije odlagališča, tudi te niso starejše, ne vem, od 15 let, tako da nažalost tega slikovnega materiala je manj. O količini odloženih odpadkov, to so zdaj neke količine samega Graščaka, o katerih zdaj dobili smo podatke, kolikor držijo, ne držijo, ali dvomimo v njih, v glavnem okrog 2 milijona ton odpadkov, da bi bilo v 35 letih odloženih. Tako kot smo rekli, po juniju 2004 pa je bil zgrajen CERO, Center za ravnanje z odpadki, z novim odlagalnim poljem. Če bi bila slika ločljivost boljša, bi lahko lepo videli, kako se je v tej fazi pripravljalo novo odlagalno polje, kako so delovni stroji in pa v bistvu vsa tesnjena dna z vsemi folijami urejena na način, da nobena izcedna voda ne more prodirati v podtalnico. Tako da ta novi del odlagališča je v celoti urejen z veljavno zakonodajo. Tu pa so te prve količine odpadkov, ki so se v juliju 2004 odložile na to novo odlagalno polje, tako kot smo slišali, pa je zdaj že to novo odlagalno polje zraslo do višine 18 metrov. Potem še nekaj utrinkov, kako se je to odlagalno polje polnilo. Seveda na začetku je bila površina skoraj hektar, zdaj je na vrhu ta površina izredno mala in je ta kup v zadnjih 2-3 letih zelo hitro zrasel. V letih od 2004 do maja letošnjega leta je bilo skupaj odloženih 55 tisoč ton odpadkov. Zdaj pa še nekaj o samih vplivih na okolje na hitro. Kot sem že rekla, novo odlagališče je bilo urejeno na način tesnjenega dna z vsemi temi plastmi. Vode, izcedne vode se poleg tega, da je tesneno dno urejeno, vse izcedne vode se zbirajo tudi v zbirnem bazenu. Vode iz zbirnega bazena se na to razpršujejo v telo deponije oziroma se viški vozijo na čistilno napravo Slovenska Bistrica. V nadaljevanju pa je seveda predvideno, da po izgradnji centralne čistilne naprave v neposredni bližini te izcedne vode čistimo na tej lokaciji. Monitoring izcednih vod in pa tudi vseh vod iz teh površin voznih, ki tečejo preko lovilca olja, se redno kontrolirajo in se izvaja monitoring. Enako velja tudi za emisije v zrak, ki se redno kontrolirajo in vrednotijo, poleg tega se letno izračunavajo tudi emitirane količine. Mogoče še za tiste, ki razmišljate o tem, kako in koliko vplivajo tako staro odlagališče kot novo odlagalno polje na same podzemne vode. Podzemne vode se kontrolirajo kar v večjih točkah in sicer na začetku same doline pred odlagališčem, to je to polje, to območje odlagališča, kot tudi na samem koncu tega vodnega toka v samem naselju Prežigal in iz tega je razvidno, ker imamo podatke tako pred odlagališčem kot na koncu odlagališča, da ima staro odlagalno polje vpliv na podzemne vode, poleg tega pa je seveda ugotovljen velik vpliv kmetijskih površin in škropljenja. V nadaljevanju moram reči in se opravičiti krajanom, tako kot je bilo že tudi danes rečeno, zaradi raznosa odpadkov po sami okolici.
Nažalost, ne moremo obljubiti, da tega absolutno ne bo več. Potem, ko si boste ogledali samo prekladalno ploščad, boste lahko videli, da v primeru nekega močnejšega vetra ali kakorkoli ne moremo garantirati, da noben odpadek ne bo več zašel, verjamem pa, da ne bo šel tako daleč, kot se je to dogajalo zdaj v primeru tega novega odlagalnega polja. Tu je še zdaj nekaj fotografij samega odlaganja in pa rekla bi za konec v tem zadnjem delu zdaj, danes, kako naprej. Zbirni center, ki je urejen, bil že v letu 2004, občani veliko koristijo in tu se zbere kar nekaj ločenih frakcij, vendar še vedno premalo, še vedno občani preveč odlagajo v skupne zabojnike. Potem je tu slika enega urejenega ekološkega otoka, tudi tu namenjene za odpadke ločene frakcije, pa se marsikdaj pojavljajo številni kosovni in drugi odpadki, ki v ta zbirni center seveda ne sodijo. In danes, od danes naprej, od jutri naprej, ko prenehamo odlagati v Slovenskih Konjicah, imamo nove velike 35 kubične zabojnike, ki si jih boste lahko ogledali, ki nam bodo olajšali in omogočili organiziran prevoz odpadkov na regijski center, torej trenutno na Pragersko. In tako kot smo že danes tudi slišali, po letu 2004 je bil ta prostor opremljen z nekaterimi novimi investicijami, zgrajena je bila in nova tehnica, danes bomo predali v uporabo prekladalno ploščad in pa začeli z odvozom preostanka mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje na regijski center. Verjamem, tako kot so omenili in povedali že vsi trije župani, da nam bo skupaj uspelo doseči cilje in ravnati vsem skupaj, vsem občanom odgovorno. Na razpis za izbor koncesionarja, ki ga je izpeljala občina Slovenske Konjice, sta se sicer prijavili dve podjetji, ki pa ne izpolnjujeta vseh pogojev zakonodajnih glede obdelave odpadkov pred odlaganjem. Tako je občina razpis zaključila brez izbire izvajalca in potrebno je bilo poiskati začasno rešitev. Zdaj cena znana v Celju odlaganja oziroma obdelave in odlaganja zaradi ugodnejše cene in pa pogojev tudi teh, da so vse tri občine Slovenske Konjice, Zreče in pa Vitanje po trenutno veljavnem operativnem programu in pa v skladu z sklepi programskega sveta Očistimo reko Dravinjo uvrščena na regijski center Pragersko, da regijski center Pragersko bo, da so tako rekli tudi na službi vlade in pa Ministrstvu za okolje in prostor. Smo se odločili, predvsem pa zaradi finančnih pogojev, da se odpadki začasno za obdobje 6 mesecev vozi na Pragersko. Koliko pa to potem zdaj? Razlika v ceni je po toni 15 evrov. To so pa številke? 91,32 evrov po toni. Vse tri občine so sprejele sklepe po neki maksimalni takrat znani ceni, torej celjski ceni, vendar je bilo v sklepih vseh treh občin navedeno, da je to maksimalna cena, da se seveda cena uporabnikov ne sme zaračunavati višja, kot dejansko bo strani Komunale Bistrica zaračunana, recimo Komunali Konjice. Koliko potem zdaj znaša ta povprečna cena za gospodinjstvo? Mi zdaj še to nismo preračunali, ampak sorazmerni delež bi rekla 2,20, 2,15, nismo pa še preračunali, ker v bistvu cene, kolikor bo celoten postopek speljan tako, kot je potrebno, bodo veljale od 1. julija, torej se bodo uporabnikom prvič zaračunale prve dni meseca avgusta, potem za mesec julij. 22 v bistvu. Ja. Ja. Se pravi, koliko je, če nas na kratko ponovite, koliko bo zdaj to dražje od prej, ko so odlagali v Konjicah ali pa sedaj, ki boste... Namesto zdajšnjih 6 bo 16 evrov po 4-članski družini, ampak teh 10 evrov oziroma nekaj manj kot 10 evrov je samo na račun odvoza odpadkov na regijski center oziroma na obdelavo in odlaganje na drugi center.